Spoštovane gledalke in gledalci, prav prijazen pozdrav vam pošiljamo in vas vabimo k ogledu oddaje Keep Young and Fit, ki predstavlja aktivnosti v okviru istoimenskega projekta in v katerem televizija A sodeluje tudi z zdravstvenim domom Gornja Radgona. Danes v naši družbi iz omenjenega doma dietetičarka Mojca Malačič. Prijazen dober dan. Pozdravljeni. Danes bova dali nekako poudarek prehrani otrokov in mladostnikov, pa morda za začetek vprašanje, kakšen pomen ima prehrana za nas oziroma za ljudi v tem mlajšem starostnem obdobju. Torej. Dejansko je prehrana nasploh pomembna v vseh obdobjih, toliko boljše v obdobju odraščanja, saj dejansko se otroci razvijajo in potrebujejo ustrezno prehrano za razvoj skeletno-mišičnega sistema, potem za razvoj notranjih organov in pa nasploh za energijo in pa dejansko za razmišljanje, za delovanje možganov. Tako da prehrana vseh zdravih posameznikov, kakor tudi otrok, mora biti zdrava, uravnotežena in pa kakovostna. In kakšna naj bi bila ta hrana otrok in mladostnikov predvsem? Tudi v projektu se nanašamo nekako najbolj na otroke in mladostnike in na uvajanje teh zdravih navad od mladih nog. Torej. Mora biti kakovostna, uravnotežena, daje se v bistvu poudarek na več rastlinske prehrane, to pomeni več sadja, zelenjave, kakor tudi vključevanje stročnic. Potem dajemo velik pomen beljakovinskim živilom, kakovostnim beljakovinskim živilom, predvsem kakšnim pustim vrstam mesa, posnetim oziroma mlečnim izdelkom z manj maščobe, kakor tudi vključevanje rib. Potem vključevanje kakovostnih ogljikohidratnih živil, to so polnozrnata žita, polnozrnata kosmiči, naprimer, polnozrnati izdelki, kakor tudi potem kakovostne maščobe. Zdaj, kaj bi naj to predstavljalo kot na krožniku, kot del prehrane? Lahko se tudi ravnamo po modelu krožnika, si sestavimo en tak fajn obrok, polovica krožnika bi naj predstavljala zelenjave, kakršnakoli zelenjava, zdaj, kaj otroci imajo rade, samo da je zelenjava. Potem četrtino krožnika bi naj predstavljala neko beljakovinsko živilo, nek pusta vrsta mesa, lahko je to piščanec ali pa kakšna govedina, svinjina, naprimer. Tudi ribe se naj vključujejo v prehrano, pa potem četrtina neke priloge, neke polnovrednega izdelka, kakšne kaše, ovsena, naprimer, ajdova kaša, prosena kaša, kaj takšnega. Katere pa so morda tiste ključne težave, ki se pojavljajo pri prehrani otrok in mladostnikov? Dejansko nepravilno oziroma neuravnoteženo prehranjevanje, izpuščanje zajtrka se pojavlja, sicer se trend nekako izboljšuje. Potem neustrezna časovna razporeditev obrokov, to pomeni, da čez dan nimajo enakomerno razporejene obroke. Poleg tega premalo vključevanja sadja in zelenjave, nasploh zelenjave je problem. Pa potem večje količine teh sladkih živil oziroma živil z dodanim sladkorjem. To pa so potem te težave, ki lahko vodijo oziroma povečajo tveganje za razvoj kakšnih bolezni. Izpostavili ste, da moramo paziti na časovno pravilne ure za obroke. O kakšnih razmerih govorimo, kdaj torej nekako tekom dne najbolj primerno jesti? Ni fajn, da imamo, popoldan vse obroke ali pa dopoldan vse obroke. Fajn je, da imamo te obroke enakomerno razporejeno, to pomeni, da začnemo dan z zajtrkom, potem lahko imamo kakšno lažjo malico, nadaljujemo s kosilom, spet, če je potreba kakšna sadna malica oziroma kakšna konkretnejša malica in pa potem dan zaključimo z večerjo. Te težave, ki se pojavljajo oziroma te navade, ki jih nekako otroci in mladostniki v mladih, ranih obdobjih prevzamejo, potem verjetno, če so nepravilne, lahko vodijo tudi v določene težave. V primeru neprimernega prehranjevanja, kdaj nekako te težave nastopajo? Je to že v času najstništva, mladosti ali pozneje šele v odrasli dobi, kdaj opazimo tiste? Neustrezne prehranjevalne navade,
povečujejo tveganje za razvoj teh nenalezljivih kroničnih bolezni, ki se lahko pojavijo v odrasli dobi, lahko pa tudi že veliko prej. Zdaj imamo tudi primere, ko se pojavijo te bolezni oziroma težave že v osnovni šoli, naprimer povišen krvni tlak, povišene maščobe v krvi in pa potem pojav sladkorne bolezni tipa 2 oziroma tudi debelost. Tudi debelost je bolezen, ki se lahko že kar hitro v najstništvu oziroma v otroštvu pojavi. Kako pogoste so te bolezni, morda glede debelosti, trenutno v Sloveniji, če so kakšni podatki? Delež prekomerne telesne mase, ki se kaže z indeksom telesne mase, pri otrocih in mladostnikih, to pomeni od 6. do 15. leta, je v Sloveniji 28, okrog 29%. V upravni enoti Gornja Radgona je ta delež nekoliko višji, je okrog 33%, v Pomurju pa je še višji, to pomeni okrog 36%. V bistvu, kar je zaskrbljujoče, je ta podatek, da se je ta delež, slovensko povprečje, od leta 2016 povišal za 16%. To je kar visok delež oziroma visok skok. Ja. V bistvu sem pozabila omeniti ta delež prekomerne telesne mase. Se meri z indeksom telesne mase, ki je višji od 25 kg na kvadratni meter. Sicer otroci, mladostniki, verjetno vsi hodijo v vrtce, v šole, vzgojno-izobraževalne ustanove, takšne ali drugačne, ki imajo tudi pri samih prehranjevalnih navadah oziroma zdravi prehrani verjetno pomembno vlogo. Ja, sicer v prvi vrsti moramo povedati, da ima glavno vlogo pri prehrani otrok družina oziroma družinsko okolje, starši, sorodniki in tako naprej, ampak tudi šole, vrtci imajo pomembno vlogo. Saj namreč otroci, če so v vrtcu ali pa če so v šoli, preživijo kar precejšnji del v teh ustanovah in tam lahko zaužijo od 20 do 70% celodnevnega energijskega vnosa. Tako da v bistvu so ti zavodi oziroma te ustanove dolžne zagotoviti zdravo prehrano in pa v bistvu z temi spremljajočimi dejavnostmi nekako približati zdrav način prehranjevanja. In kaj vse je potrebno upoštevati nekako pri sami organizaciji prehrane? Ti zavodi ponavadi imajo nekoga, ki bdi nad tem. Ja, res je. Sicer v Sloveniji imamo zelo dobro urejen sistem prehrane. Imamo zakon o prehrani, potem imamo določene smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kjer so navedena priporočila za uživanje posameznih skupin živil, potem za omejevanje odsvetovanih živil. In dejansko je cilj potem teh šol, vrtcev, da nekako približajo zdrav način prehranjevanja, že s tem, da ponujajo zdravo prehrano, pa potem z temi spremljajočimi dejavnosti, da se dejansko otroci naučijo, zakaj v bistvu je pomembna zdrava prehrana, kaj jim to prinese, da razvijajo neko kritično razmišljanje o prehrani, da spoznajo živila, da spoznajo, od kod prihajajo in pa potem, kako njihove prehranjevalne navade vplivajo potem na zdravje. Bodisi to slabe prehranjevalne navade, ki lahko jim prinesejo številne težave, in pa potem primerne prehranjevalne navade, ki pa jim v prvi vrsti prinese več energije, pa potem tudi boljše zdravje. Sami imate tudi na tem področju nekaj izkušenj. Glede na vaše izkušnje, kako dobro mladi poznajo zdravo, uravnoteženo prehrano? Se zavedajo, kako pomembna je? Se zavedajo, ampak kot sem rekla, velik vpliv predstavlja družina. Zdaj, če je že v družinskem okolju so predstavljene nezdrave prehranjevalne navade, po to otrok tudi prenesel v odraščanje, v kasnejše obdobje. Se zavedajo, ampak je pa veliko tudi vplivov medijev, vplivov influencerjev. Namreč ne smemo pozabiti tistega hajpa glede energijske pijače, ko je bilo tudi
medijsko zelo izpostavljeno, ne. Influencerji lahko promovirajo tudi nezdrave prehranske izbire, kakšna živila, ki vsebujejo ogromno sladkorja, in dejansko, ker so to njim nek vzor, seveda bodo posegli tudi po teh izdelkih, ne. Drugače pa ja, glede priprave jedilnikov v šolah in pa vrtcih je kar izziv. Kot sem rekla, imamo na državni ravni pripravljene smernice, ampak se morajo tudi ti organizatorji prehrane oziroma te osebe, ki pišejo te jedilnike, tudi ozirati na želje otrok, velikokrat tudi na želje staršev, kar pa potem ni nekako oziroma je težje pripraviti nek jedilnik, ne? Ker lahko mi pripravimo super jedilnik, uravnotežen, zdrav, kakovosten, ampak če bodo to otroci zavračali, potem dejansko nismo naredili nič. Seveda pa vsak vzgojno-izobraževalni zavod verjetno pripravlja svoj jedilnik. Se razlikujejo te ponudbe, torej malic, kosil? Se razlikuje. Kot sem že omenila, ne, Slovenija ima pripravljen sistem, priporočila so izdana in organizatorji prehrane oziroma te osebe, ki pišejo jedilnike, niso vsi organizatorji prehrane, se morajo sklicevati tako na te smernice. Vendar, kot sem že omenila, lahko predstavljajo izziv sploh želje otrok oziroma potem zavračanje te hrane. Poleg tega pa na to lahko vpliva tudi izobrazba te osebe, ki dejansko piše te oziroma sestavlja te jedilnike. Lahko rečem, da po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki dejansko pregleduje jedilnike, sem zasledila, da v našem pomurskem področju imamo širok spekter teh organizatorjev prehrane. V večji meri so to učitelji gospodinjstva, kemije, biologije, ki nekako bi naj imeli neko znanje glede prehrane. Je pa tudi prisotnost kakšnih učiteljev razredne stopnje ali pa potem kakšnih zunanjih sodelavcev. Tam pa je potem tudi vprašljivo tudi, koliko časa imajo za pravilno sestavo tega jedilnika, pa tudi potem, kakšno znanje imajo. Je kar kompleksen, bomo rekli, problem na nek način in je potrebno na tem graditi torej od doma, torej od mladih nog, da se vzpostavi, kajti tudi učitelji starši so bili nekoč mladi in so te navade torej prevzeli od svojih staršev, gre iz roda v rod. Pa morda, preden se poslovive za danes, če bi morda ob tem, je čas sedaj pomladi, prihajali bodo prazniki, pikniki, druženja, morda kakšen nasvet za starše, kako morda otrokom na nek primeren način z nekimi majhnimi koraki ponuditi torej neko zdravo, uravnoteženo, dobro prehrano in pa da jim obenem ne omejujemo tistih, bomo rekli tako pod navednicami, pregreh, ki si vsak kdaj privošči, da torej z majhnimi koraki ustvarimo za otroke in mladostnike potem nekatere zdrave, boljše navade za prihodnost. Zdaj, prvi korak je, da so otroci tudi vključeni, naprimer že v nabavo hrane, pa potem tudi v pripravo hrane, da vedo v bistvu, kaj bodo jedli, pa mogoče jim je potem še večji izziv oziroma jim je lažje potem pojesti to, kar so oni skuhali oziroma pripravili. Potem je fajn tudi mogoče vključevanje več sadja in pa zelenjave, da mogoče že sami prej pripravijo, mogoče narežejo, pripravijo mogoče kakšne sadna nabodalca, ki so potem bolj zanimiva za otroke. Ni težava, da uživajo ta odsvetovana živila, kot so kakšne kekse, piškoti oziroma živila, ki imajo več dodanega sladkorja, ampak da vedo, da ni to primerno uživati vsak dan večkrat na dan, ampak kakšna mala pregreha pa ni nič narobe, ne? Je to občasno. Mojca Malačič, jaz se vam na tem mestu zahvaljujem za vse povedano, za vse dane nasvete.
Upamo, da si jih bodo gledalke in gledalci vzeli k sebi in se ravnali torej po takšnih in drugačnih smernicah za dobrobit nas in naših otrok ter mladostnikov tudi v prihodnje. Hvala lepa in pa lep pozdrav v Zdravstveni dom Gornja Radgona. Hvala. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat v oddaji Keep Young and Fit, v prihodnji pa torej več o zdravi prehrani otrok in mladostnikov. Do takrat, srečno!